Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Sezona 2025 je odprta, lov na rekorde in nove dosežke se lahko začne. Vsem vam seveda želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov tudi v letošnjem letu. To je moje drugo kolesarjenje v letošnjem letu in glede na to, da imam ogromno novic, je najboljše, da kar takoj začnem. Vreme je tukaj na Goriškem tako precej prizanesljivo. Med temi koprenastimi oblaki se lepo kaže sonce, imamo pa približno 8 stopinj Celzija. Jaz sem za današnjo progo prepustil kar svojemu števcu, naj mi izbere en krog. Določil sem lepo 50 km in ko je najdel 3 različne variante, sem zbral tisto z najmanj višinci. Želim narediti čisten tak lep ravninski krog v coni 2, kar se potem na koncu ni najbolj posrečilo. In da vam povem, kakšni so moji plani s tem YouTube kanalom za naprej. Načrtane proge nisem preveril, kam gre. Slepo sledim navigaciji, tako da vidim samo kakšnih 300 metrov naprej, kolikor jih kaže na ekrančku. Karkoli bo zanimivega po poti, vam bom sproti pokazal. Drugače bomo pa na koncu videli na moji Stravi. Bom dal link dol od spodaj v opis videa. Evo, do prve zanimivosti smo prišli že na 11. kilometru poti. Tukaj sem se pripeljal iz Gorice v Sovodnje in naletel na spomenik Primožu Trubarju. Smo v Italiji, tako da je to še posebej presenečenje, če ne poznaš zgodovine in kaj se je z njim tukaj dogajalo. Vidim, da lepo dela senzor srčnega utripa. Lih včeraj je crknil in sem predvideval, da je baterija. Soproga mi je šla kupiti novo, sem zamenjal in očitno dela vse ok. Resnici na ljubo sem mislil, da bom posnel en video z gorskim kolesom, zato ker že dolgo nisem, ampak po vsem tem deževju je tako blato okrog in okrog, da se nekako nisem predstavljal z eno roko snemati, z drugo si pa brisati blato dol z obraza. Vidim, da me proga pelje po tej stranski cesti v dober dob, kar je super, ker jaz po svoji pameti ne bi nikoli prišel v to smer. Če kdaj pa kdaj prepustiš števcu, da te pelje na izlet, lahko res najdeš kakšne čudovite kroge. Če na kratko povzamem, sem v letu 2024 prevozil 10.500 km, približno 20% od tega je bilo z gorskim kolesom. Jaz sem s svojimi rezultati zadovoljen, še bolj pomembno pa je to, da sem že točno eno leto popolnoma zdrav. Evo, po 20 kilometrih sem prišel v dober dob. Krasna slovenska vas tukaj v Italiji. Nič pa ne vem, kam me bo pot peljala naprej, tako da se že prav veselim nadaljevanja. Vse kaže, da se bom peljal proti Redipulji, kjer vam prav z veseljem pokažem tisti ogromen spomenik, ki so ga tam postavili, če bo le šla pot tam mimo. Ja, točno 13. januarja lani sem začel spet kolesariti po tisti 3-mesečni zahrbtni bolezni, v kateri se mi je popolnoma sesul imunski sistem. In od takrat naprej res malo bolj pazim na prehrano. Dnevno si dodajam tudi različne vitamine, v bidone, v vodo pa si dajem elektrolite. Zaenkrat dela v redu, upam, da je to razlog, da to dejansko pomaga, da sem bolj zdrav. Ne glede na vse, jaz sem s tako situacijo zaenkrat zadovoljen in upam, da bo še kar trajala. Pot me je pripeljala v Ronke, ki so vam mogoče najbolj znane po tržaškem letališču.
Malo manj znano pa je to, da so ronke pobratene z našo metliko. Kakor vse kaže, bo šla pot res točno mimo tistega spomenika, tako da vam ga bom lahko pokazal. Evo, tole tukaj je Redipulja, kar je v bistvu samo italijanska verzija slovenskega imena Sred polje. Tle je ta ogromen spomenik, dobesedno cel hrib je pozidan. Se splača priti pogledat, vpišite si v Google pa pridite na kak izlet. Danes je še posebej čarobno, ker točno nad spomenikom vzhaja skoraj polna luna, tako da je prizor še posebej veličasten. Upam, da se bo kaj videlo na tej kameri. Na drugi strani ceste je še vojaški muzej in pa en lokal, ampak trenutno prenavljajo že kar nekaj časa, tako da je zaprto. Jaz pa grem lepo počasi naprej, da vidim, kaj mi je še pripravil Garmin. Hočem iti s nonocom v vodo. Zaključek uspešnega lanskega leta sem proslavil z novoletnim skokom v morje. S familijo smo se zapeljali v Sesljan, to je v Italiji blizu Devina, kjer je bilo kar nekaj ljudi na plaži, ampak v vodo sem šel pa samo jest. Morje je imelo 11 stopinj Celzija, jaz sem pa popolnoma neprizadeto zaplaval par krogov levo, desno. Hočem iti s nonocom v vodo. Očitno sem bil toliko prepričljiv, da si je še naša vnučka zaželela, da bi šla z mano v vodo. Ampak ja, sem pa res ponosen nase, da mi je uspelo s tem tuširanjem zmrzlo vodo se pripraviti do tega, da lahko grem kadarkoli po zimi tudi zaplavati v morje. To sem res ponosen in bi to navado rad obdržal še naprej. Zdaj sem prišel do Gradiške, ampak me pot očitno pelje mimo naselja, tako da ne bo treba iti čez center. Bomo pa videli, kam bo šlo pol naprej. Se pa tukaj zelo lepo vidi zasnežene hribe v ozadju, tako da je prav špica super lepo. Luna je pa tudi že kar precej višja gor na nebu zdaj. Je pa po zimi ful pomembno, da ne izzivaš, da se dobro oblečeš toplo in bo vse okej. Jaz sem kar dobro založen zimsko opremo. V bistvu imam 3 zimske kolesarske komplete in lahko suvereno rečem, da je najboljši tale od Sirocco, ki ga imam trenutno na sebi. Pač ni debate. In če kogarkoli od vas zanima tale spletna trgovina, še zmeraj velja 10% popust, ki ga dobite, če vpišete kodo RBASLO oziroma obiščete spletno stran preko tega mojega specialnega linka. Videl sem, da imajo zdaj tudi neke zimske akcije, tako da mogoče dobite kaj ugodnega zase. Čudovito vreme je, zdaj se prav naravnost vidi celo Krn. Kar se tiče sprememb na mojem YouTube kanalu, sem se odločil, da bom z letošnjim letom začel videe objavljati ob ponedeljkih. Jaz video zmeraj snemam praviloma ob sobotah in ga tudi v istem vikendu zmontiram. Včasih je bilo kar težko počakati do srede, da se je video objavil, potem pa kar naenkrat četrtek, petek in spet je prišla sobota za snemanje, čeprav mogoče na video še ni bilo ta pravega odziva od gledalcev. Zato sem zdaj nekako sklenil, da bom video objavil v ponedeljek, tako da se bo do naslednje sobote nabralo več vaših komentarjev in bo mogoče potem tudi več idej za posnetke in novega. Ja, kakorkoli, ko se pelješ po mestu, moraš biti zmeraj pozoren na kakšne take dogodivščine. Zdaj imam prevoženih že 40 km in kolikor jaz poznam te ceste, enostavno vem, da me bo morala navigacija peljati po najkrajši poti domov, če hočemo ostati znotraj teh parametrov 50-kilometrske proge. Itak je bilo tako lepo, da sem pol krog še en mal podaljšal. Garmin mi je dejansko pripravil variacijo kroga, ki mu jaz rečem Ronke je dober dob, zato ker ga zmeraj odpeljem kontra. No, danes sem ga pa pač odvozil v smeri urnega kazalca in sem se imel čudovito. Imejte se fajn, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.